Aljaž Verhovnik. Dobar dan, sem v imenu Mladinske iniciative za tretjo razvojno os in hvala lepa organizatorjem za povabilo in to čas, da lahko sodelujemo na tem posvetu. Hočemo cesto je naš koroški pozdrav, ki ga si je nekako izmislila Mladinska iniciativa. Gospod Ficko je veliko govoril tudi sedaj kot strokovnjak iz tega področja o samemu, veliko tudi vplivu stroke, oziroma kako se je stroka odzivala na vse to, kar je politika naredila. Mladinska iniciativa pa je res, da se večinoma ukvarja torej z političnimi odločevalci in je rezultat te neodločnosti slovenske politike, da se pravzaprav že več kot 40 let pogovarjamo o tej še tako pomembni infrastrukturi, ki že samo ime pove, kaj bo to prineslo, da je to razvojna os. In ker se je leto 2014, tam sredi poletja, torej je prišla nova vlada, ki je svoje izhodišče si zadala, da izgradnja te ceste ni potrebna, torej da se ne Korošci zadovoljimo kar z nekaj novimi flikami asfalta po tej obstoječi cesti, je bila seveda to kaplja čez rob, da moramo tudi mladi, če želimo obstati v tej regiji, nekaj narediti. Namreč podatki, ki jih bom nekoliko kasneje predstavil, kažejo na to, da mladi odhajajo torej iz Koroške zaradi različnih vidikov in eden izmed teh je tudi slaba prometna povezava. In ni nam preostalo drugega, kot da se tudi mi organiziramo in poskušamo spodbuditi vse tiste v regiji in v državi, da se pač to zgodi. In zaradi tega smo potem ustanovili to iniciativo. Nikoli si nismo mislili, da bo dobila takšne razsežnosti, kot jo ima danes. In zbrali smo torej podpise, peticije, zadali smo si število 5000. To se je zgodilo zelo hitro, v mesecu ali dveh, toliko je potrebnih tudi podpisov za zakonodajno inicijativo v Sloveniji, mi pa smo izbrali več kot 7000, kar je približno 10% koroškega prebivalstva in takrat smo tudi ustavili aktivnosti zbiranja podpisov, kajti ocenili smo, da koroška javnost seveda večinsko podpira to, da na Koroško zgradimo že enkrat to tretjo razvojno os. Te podpise smo potem marca 2015 predali predsedniku vlade, ko je ta opiskal Koroško, ta posnetek smo tudi uvodoma videli in tam obljubil prvo lopato leta 2019. Jaz še vedno držim za besedo gospoda Cerarja in vse njegove sodelavce, da se bo to uresničilo, ne glede na to, katera vlada bo torej na oblasti. Namreč gre za objektivno zavezo vlade, ne glede na to, kdo so ljudje, ki jo upravljajo. Sicer smo to že večkrat slišali, ampak zdaj tudi nekateri argumenti kažejo, da bi se to vendar lahko zgodilo, če bo politika, predvsem politika, imela za to dovolj volje, da se bodo lahko torej strokovni postopki izpeljali pravilno in pravočasno. Ja, tole se je samo predstavljalo, zato nadaljujem potem. Leta 2016 smo ravno zaradi teh srečanj z odločevalci morali izdelati strokovno publikacijo z naslovom Hočemo cesto, to ste nekateri že videli. Notraj so zelo resni podatki, čeprav ne zgleda kot grafika malo neresna, ampak so zelo resni podatki in ta študija je predstavljena v 9 razvojnih vidikih, ki je bila predstavljena vsem poslanskim skupinam v državnem zboru, ministrstvom, vladi, predsedniku države, državnega sveta. Edino predsednik vlade nikoli v tem času ni sprejel Mladinske iniciative za tretjo razvojno os. Izpostavil bi samo 3 od teh vidikov, kjer so podatki res zaskrbljujoči, pa bom začel za tem socialnim vidikom. Namreč okoli 37% se je zmanjšala populacija mladih na Koroškem od leta 1991 do danes. In če gledamo to demografsko sliko, se kaže v obliki žare. Torej, v spodnjem delu je precej zožena in v zgornjem delu se precej širi. To pomeni, da se prebivalstvo Koroške zelo stara, da so to podatki, da mladi odhajajo, da se dogaja beg možganov iz naše regije in da seveda obstajajo za to neki razlogi. Eden izmed teh je, da imamo zelo slabe prometne povezave. Če bi torej dobili boljšo cestno povezavo, bi lahko mladi v naši regiji ostajali in se vračali domov, tukaj živeli, se morda vozili drugam na delo, pa tudi drugi razlogi so za to, zakaj potrebujemo torej to cesto.
Naslednji je varnostni vidik, ki je še bolj zaskrbljujoč, namreč na regionalni cesti G14 Arjava-Zdravograd se je zgodilo več kot 70% prometnih nesreč, kot pa se jih je primerljivo na avtocesti Trojanja-Tepanje, ki približno enako dolg je ta odsek. In pa še en razlog je, na tej cesti G14 se je po osamosvojitvi Slovenije zgodilo ne več prometnih nesreč s smrtnim izidom. Naslednji vidik, ki ga bom še izpostavil, pa je ta vidik enakopravnosti. Primerjali smo Ravne na Koroškem kot regijsko gospodarsko središče in pa Novo Gorico. Oba kraja sta približno enako oddaljena od Ljubljane, vendar Korošec potrebuje dvakrat več časa za to, da to pot premaga, tako po cesti kot po železnici do Ljubljane, kot primerljivo z Novo Gorico, ki ima hitro cesto in pa se tudi železniško povezava. Leta 2017 je Mladinska iniciativa z svojimi sodelavci predlagala, da pride do podpisa posebnega protokola po vzoru pomurske iniciative, da se bi točno opredelila torej časovnica izgradnje hitre ceste na Koroško. Seveda je ministrstvo to takoj odklonilo in rekel, da za to ne obstaja nobene pravne podlage, zato ni potrebno, da bo to tudi sprejeto v 6-letnem operativnem planu izvedbe nacionalnega programa, ki bi moral biti sprejet že v tistem letu, pa do danes še ni bil sprejet ta operativni program in potekala so potem aktivna pogajanja o tem. Danes se radi pohvalimo, da imamo ta protokol. Jaz sem zelo vesel, da smo prišli do njega, ampak povem pa vam, da pot ni bila tako lahka. Torej, najprej ta protokol nihče ni želel podpisati. Niso se strinjali za samo vsebino. Izhodišče naše je bilo, morda bomo naredili cesto do Velenja, potem so prišli do Slovenj Gradca, pa morda bo samo dvopasovnica, veste, 4 je že preveč. Potem smo prišli na 4 pasovnico do Slovenj Gradca, mi pa smo želeli, da se dogovorimo do Holmeca, torej v nekem primernem časovnem obdobju. In vse to nam je uspelo potem zajeti ta protokol, vendar vmes je moral biti še protest na Koroškem, to je bil edini protest za cesto. Mi smo tudi edina iniciativa v Sloveniji, ki se borimo za in ne nasprotujemo tem zahtevam. In v tem protokolu se je potem opredelila točna časovnica izgradnje z koncem izgradnje leta 2023 na odseku Šentrup pred Slovenj Gradec in pa potem leta 2027 za odsek Slovenj Gradec Dravograd Holmec. Tukaj do junija sedaj pričakujemo študijo, ki bo pokazala, na kakšen način se bo torej na tem zgornjem odseku cesta umestila. Za spodnjega pa smo torej veseli teh podatkov, da so se zadeve začele premikati naprej. Izdelan je bil tudi posebni semafor, po katerem se spremlja izgradnja, vidijo se premiki, torej tisto, kar je zeleno, je bilo že narejeno. Zdaj smo prišli v fazo, bi rekel, pričetka projektiranja, odkupu zemljišče. Sem vesel, da se je to naprej premaknilo in dajem, bi rekel, objektivno pohvalo vsem tistim, ki so to postorili. Ob tem, ker bom zdaj zaključil, bi pa rekel, če bi bila takšna volja na ministrstvu in na Darsu, kot je danes, bi lahko ta vlada, ta predsednik vlade v tem letu položil temeljni kamen za odsek Šentrup pred Slovenj Gradec. Tako pa smo prišli zgolj v faze odkupa zemljišč in enega velikega vprašanja, kaj se bo zgodilo z ustavno presojo, koliko zapletov bo še sledilo pri odkupu zemljišč, preden da se bo prihodnje leto, kot je po planu leta 2019 proti koncu, zapičila prva lopata. Jaz vem, da je tukaj cel kup objektivnih zadržkov, ki jih bo potrebno rešiti, verjamem, da smo jih zmožni rešiti. In Mladinska iniciativa je tukaj zato, da pomaga, vendar, če bo prihajalo do odstopanj pri časovnici, imamo še vedno predalo pripravljeno vse načrte za zapore cest. Jaz verjamem, da se to ne bo rabilo zgoditi, da se bomo torej držali te zastavljene časovnice in pričakujem, da bomo tudi za prihodnjo vlado, kakršnakoli bo, res resnično rekli, da gre pa zdaj končno za res in da se bomo torej leta 2023 pripravili do Slovenj Gradca in leta 2027 tudi do Holmeca. Hvala lepa, da počemo cesto. Hvala lepa, gospod vrhovnik.